Pozdravljeni v naši oddaji Aktualno na GFML. Kot ponavadi je tudi mesec oktober bil zanimiv in poln dogodkov. Pa poglejmo, kaj vse se je dogajalo. Oktobrska sobotna šola se je začela z evakuacijsko vajo. Ta dan smo spoznali veliko o zaščiti in reševanju. Ko se je v jutranjih urah oktobrske sobote začel pouk na naši gimnaziji, je prišlo do nesrečo zgolj uprizorjenega požara v kuhinji. Dijaki smo skupaj s profesorji hitro odšli na dvorišče gimnazije in gasilci so začeli z gašenjem požara ter reševanjem. Namen vaje je bil prikazati, kako poteka sama evakuacija in katere postopke ter pravila moramo vsi, tako zaposleni kot dijaki, upoštevati v primeru kakršnekoli nevarnosti, ki zahteva hitro in organizirano zapuščanje objekta. Namen je bil dijakom in pa tudi zaposlenim v gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru prikazati opremo, sredstva, s katero razpolagajo reševalne službe in pa seveda tudi ostale službe in organizacije, ki ob naravni in drugih nesrečah sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako je bilo v začetku evakuacija iz šole, kar je zelo pomembno, da se izvede evakuacija iz šole in s tem tudi dijakom že v začetku leta se pokaže, na kak način se je potrebno evakuirati iz šole, iz šolskih objektov in pa tudi, kje je pravo zbirališče, vsaj pa na kak način. To je bilo izvedeno in mislim, da je to zelo pozitivno. In evakuacija, kot ocenjujem, je bila izvedena zelo dobro. Se pravi, sama priprava na evakuacijo strani ravnatelja in pa tudi profesorjev, kot tudi dijakov in pa potem tudi sama izvedba bila zelo dobra. V nadaljevanju pa po teh točkah, ki so pač okrog gimnazije, se prikazuje oprema, sredstva. Tako imamo prikazano sredstva in opremo strani civilne zaščite, se pravi regijski enot, potem sredstva in opremo strani nujne medicinske pomoči. Nahajamo se ravno pri prikolici za množične nesreče, ki je en najnovejših predviditev v naši regiji. Približno za reševanje množične nesreče za 20 poškodovanih se lahko postavijo triažni sektor in se pač rešuje s to opremo, ki jo vidimo v ozadju. Potem imamo opremo in pa sredstva gasilcev, tako gasilske cisterne, gasilska vozila za prevoz moštva in pa seveda tudi potem avtolestev, ki je zelo pomembna pri reševanju iz ruševin. Potem pa imam tudi sredstva in opremo policije, Slovenske vojske in pa seveda tudi ostalih enot. Analiza vaje je pokazala, da je bila ta opravljena z veliko taktiko in znanjem ter izurjenostjo gasilcev in ostalih služb sistema zaščite in reševanje. Izkazali pa smo se tudi dijaki. Ja, je bilo, vendar ni še tiste resnosti. Torej, če je bila dejanska situacija, če bi res zagorelo, verjetno bi tudi vsi hitreje zapustili prostor. Bilo je rečeno nekje, da ste opravili to zadevo v 3 minutah pa pol, to je malo predolgi čas. Če bi bila dejanska situacija, bi bilo to lahko kar usodno. Naši dijaki so se udeležili medijskega tabora, ki je potekal v Murski Soboti, in zamejskega tabora, ki je potekal v Ljutomeru. Prav tako pa so potekale tudi izmenjave z Dunajem in Črnomljem. V mesecu oktobru smo imeli na naši šoli goste iz Dunaja in sicer so nas obiskali dijaki Uršulinske gimnazije s profesoricama. Spoznali smo se v mesecu juniju, ko smo jih mi obiskali na Dunaju. Prav tako kot naši dijaki na Dunaju, so Dunajčani bivali pri naših dijakih doma in se tako še bolje spoznali. V četrtek popoldan smo jih peljali po mestu, jim pokazali, kako se izdelujejo lončarski izdelki pri Žumanovih, seveda pa so tudi sami z veseljem poskusili, kako se oblikuje iz gline. V petek smo obiskali konjeniški muzej, ki prikazuje razvoj kasaškega športa skozi zgodovino, najbolj pa jih je navdušil praktični prikaz vprege konja in trening na hipodromu. Takšnih izmenjav si želijo dijaki še več, saj imajo poleg tega, da v praksi preizkušajo svoje znanje tujega jezika, odlično priložnost spoznavati nove ljudi in različne kulture ter skleniti nova prijateljstva. Avstrijske dijake smo povprašali, kako se počutijo pri nas. Kaj jim je najbolj všeč in zakaj se jim dijaške izmenjave zdijo koristne. Ich finde, die Landschaft ist sehr schön, die Leute sind nett, das Essen ist zurzeit gut und wir haben noch nicht so viel gesehen, aber ich freue mich auf alles weitere Sachen, die wir noch sehen werden. Es ist ganz anders als bei uns und ich finde es total entspannend, so wie das alles hier ausschaut. Man ist mehr in der Natur als bei uns und man ist mehr unter sich und das Essen ist auch sehr gut. Also mir gefällt die Gastfamilie, die ist super, super nett und alle Familien sind etwas größer als bei uns, also die haben alle so 4, 5 Kinder und auch die Gemeinschaft in der Familie ist super, die haben uns wahnsinnig herzlich aufgenommen
und auch so die kleinen Dörfer, das ist sehr anders wie bei uns, aber es ist sehr schön. Grundsätzlich finde ich es eine gute Idee, weil man die andere Kultur kennenlernt. Sowohl kann man seine Kultur näher bringen an andere Leute und man lernt ihre Kultur kennen. Aber erfahrungsgemäß habe ich leider noch nicht so viele Schüleraustausche gemacht, eben nur den hier jetzt. Also mir gefällt es sehr gut. Ich habe selber auch schon einen vorher gemacht und ich finde, man lernt die Leute dort viel besser kennen, bekommt Freunde in der ganzen Welt und man wird internationaler und dann hat man immer Sachen, wo man hinreisen kann. In Ferien hat man immer was zu tun, weil man alle Freunde besuchen kann und ja, die Kultur einfach kennenzulernen. Ich finde es auch eine sehr gute Idee, weil mit Gleichaltrigen kann man gleich viel anders reden als es mit Lehrern. Und man hat vielleicht auch nicht so die Hemmungen davor, Fehler zu machen, weil man ja gleich alt ist. Also so ist es eine gute Idee. Also ich finde es schön, dass die Kinder Freundschaften schließen, neue, dass sie ein bisschen eine neue Sprache kennenlernen von einem Nachbarland, das ja recht nah bei uns ist. Ja, und dass sie einfach andere neue Erfahrungen machen. Das finde ich ganz toll. Dijaki 1. D in 1. C razreda smo bili 18. in 19. oktobra navdušeni nad prvo narodno izmenjavo z gimnazijci iz Črnomlja. 40 dijakov je k nam pripotovalo v petek ob 11. uri. Po sprejemu in pozdravu smo si skupaj ogledali in spoznavali Ljutomer. Sledila sta malica in druženje tudi na delavnicah, ki smo jih pripravili za njih. Profesorico slovenščine Ireno Štuhec smo vprašali, kaj vse so počeli na literarni delavnici. Dijaki so se razdelili v različne skupine in so se potem odločili bodisi za lastno ustvarjalnost, za ustvarjalnost v narečju, kar moram povedati, da jih je najbolj pritegnilo, ali bodo pripravili krajši dramski prizor ali pa pač kakšen govorni nastop. V ustvarjanju glasbe v sklopu delavnice nam je več povedal Roman Križman. Tu ustvarjamo zvoke in delamo reklame in podobne stvari. Svoje mnenje o naši šoli in delavnicah nam je zaupal tudi profesor Brane Adlešič iz Črnomlja. Moram reči, da smo bili izredno lepo sprejeti, tudi mesto smo si malo ogledali, ki nas prav navdušuje, povsem drugačno je kot je naše. Šola, nova, moderna, tudi naša se obnavlja, kar boste imeli priliko seveda videti in to, ampak tudi po velikosti ste približno enkrat večji kot mi in smo prijetno presenečeni. Tudi vemo, da se druge stvari dogajajo pri vas na šoli, gostite tudi goste iz Avstrije, iz Mađarske in iz Hrvaške in vse skupaj to spraviti pod streho v enem samem dnevu čudovito. O debatni delavnici je spregovorila Sara Heric. Trenutno pripravljamo svoje govore, kasneje pa bomo verjetno še svojim gostjem malo še razkazali bolj zabavna dela Ljutomera. V soboto smo morali zelo zgodaj v šolo, tako da dolgega petkovega ponočevanja ni bilo. Naši gostje so si po 7 uri ogledali film o Francu Miklošiču, nato pa so se nam pridružili na evakuacijski vaji v sklopu varnostne preventivnega dneva na naši šoli. Okrog 13. ure so se vrnili v Črnomelj z obljubo, da bodo skupaj z nami odštevali dneve do našega ponovnega srečanja, tokrat v njihovih krajih. V tednu od 15. do 17. novembra se je v Murski Soboti odvijal medijski tabor, od 18. do 19. novembra pa v Ljutomeru vseslovenski zamejski tabor. Udeležili so se ga dijakinji 3. VA razreda. Na medijskem taboru smo se seznanili z opremo za snemanje ter kamero samo in tako okusili življenja novinarja. Prvi dan smo se odpravili na tradicionalno trejzi nosenja, ker sem se sama prvič preizkusila v čisto pravem intervjuju, Esti pa je prvič prijela za pravo pravcato kamero. Ker nam je delo šlo zelo dobro od rok, so se zelo veselili izzivov, ki so naju čakali. Drugi dan so bile na vrsti znamenitosti Murske Sobote. Počutili smo se, kot da so v čisto pravi službi. Ljudi smo spraševali, kaj menijo o znamenitostih Murske Sobote. Terenskemu delu je sledil studio. Po kosilu smo se odpravili na Petajnce, ker smo si ogledali ter posneli vrt spominov in tovarištva, odpravili pa smo se tudi v dijaški dom Radenci. Dan je bil hitro naokoli in sledil je zasluženi počitek. Tretji dan je bil na žalost zadnji, zato smo dopoldan izkoristili za dokončevanje vseh veznih tekstov in začeli z montažo oddaje. Čas je hitro minil in po dobrem okrepčilu smo se spet odpravili na teren, tokrat v Lendavo.
Obiskali smo permakulturni inkubator, znameniti Lendavski grad in kapelico Svete Trojice. Vse to smo posneli, pobrali izjave ter razlage in se polni novih informacij odpravili v studio, kjer smo postorili še zaključne stvari z veznimi teksti in se na žalost poslovili. Sledili sta večerja ter zadnja noč v Murski Soboti. V petek se tako vračava nazaj v Ljutomer. Tukaj se je za naju začela nova zadeva, ki pa sva jo združile z najinim predhodnim znanjem iz novinarskega tabora, saj sva tudi na vseslovenskem zamejskem taboru vse lepo izprašali ter posneli. Tabor se je začel s predavanji, ki so ga imeli učitelji in profesorji iz zamejstva na temo učenja slovenskega jezika v zamejstvu. Po predavanju sta sledila ogled gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in kosilo, nato pa smo si ogledali film na temo slovenski jezik. Sledil je še kratek izlet. Podali smo se na Avstrijsko-Štajersko, kjer smo si ogledali Pavlovo hišo, gospa Weitlaner pa nam je povedala nekaj zanimivih informacij. Na koncu smo v njej tudi večerjali. Lep večer druženja je minil in bil je čas za počitek v Eko-hostlu v Križevcih. Drug dan smo se spet odpravili v Ljutomer. Zjutraj smo najprej imeli delavnico na temo načrtovanja skupnih projektov, na kar je sledilo kosilo in že smo se podali na spust po Muri. Med potjo smo se ustavili še na otoku Ljubezni v Ižakovcih in se spustili do Tinekovega Broda, kjer pa smo se še malo pozabavali, nato pa se na žalost poslovili in odšli domov. Oba tabora sta bila zanimiva, zabavna in hkrati poučna. V ponedeljek 22.10. so na naši šoli potekale delavnice pod vodstvom profesorice Vanje Lebar iz Murske Sobote, ki je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Delavnica je nosila naslov Besedovanje. In kaj sploh je igra besedovanja? To je besedna igra za miselna poigravanja, razvijam jo v zadnjih 2 letih, bom rekla, in se je med mladimi zelo dobro obnesla, zato se znotraj šol ali na poletnih taborih ali na delavnicah večkrat zanimivo poigramo z besedami. Avtorica knjige in zgoščenke je hotela s pomočjo te igre v nas prebuditi in odkriti naš način razmišljanja. Delavnica, ki je trajala 2 šolski uri, je minila v sproščenem in malce tekmovalnem duhu, ko so se dijaki preizkusili v naštevanju besed. Dijaki smo po končanih igrah napisali še literarni izdelek in ga po želji oddali. Ker so take delavnice za nas potekale prvič, smo vse skupaj dobro sprejeli in izpeljali. Moram povedati, da so sprejeli besedno igro, da so navodila, ki sem jih podala, razumeli in zato se je pojavilo tudi visoko število teh besed in so dokazali, da njihov spomin ni le tisto, kar morajo kupiti in prinesti iz trgovine, kar se naučijo kot majhni otroci, to je nekje 6 do 9 izdelkov, potem, da ni to samo recimo nek periodni sistem ali je to recimo, da morajo našteti neke določene, bom rekla, stvari, ko res uporabljajo trike in ti triki so miselne asociacije znotraj možganskih kapacitet, torej da znotraj uporabijo spomin in preko asociacij iz svojih skritih kotičkov pritegnejo neko znanje. V tem primeru so to besede. Zadnji petek pred krompirjevimi počitnicami smo dijaki GFML že tradicionalno pripravili krajši kulturno-umetniški program ter tako počastili spomin na umrle na komemoraciji ob spominu žrtvam NOB v Ljutomeru. Skozi pesem in glasbo smo obudili tiste črne dni, ki so v naši pretekli in polpretekli zgodovini terjale ogromno življenj, ter željo, da se to ne bi več ponovilo, sklenili misel o miru in svobodi. Program sta dopolnila nagovor županje občine Ljutomer, gospe Olge Karba, ki je poudarila, kako pomembni so spomini na preteklost, saj občutno krojijo tudi sedanjost in prihodnost, ter beseda moderatorke gospe Mire Azeh. Ob koncu so zbrani ob spomenik položili tudi spominske vence, ki bodo še pozno v jesen in verjetno tudi zimo opominjali na grozote vojne. Poleg vzgojiteljade pa so se v času projektnega tedna dijaki predšolske vzgoje odpravili na Staro Goro. Spoznali so pa tudi mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana, očeta najbolj znanih in branih mladinskih del.
Dijaki 3. in 4. letnikov smo se 26. septembra odpravili na že 11. vzgojiteljado v Ljubljano, kjer se tradicionalno srečujejo dijaki, profesorji in ravnatelji šol s programom predšolska vzgoja. Teh šol je sedaj že 10. Na uvodni predstavitvi so se nam predstavili dijaki Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana z glasbeno-gledališko predstavo za otroke z naslovom Pajkec Ogabek avtorice Diane Amft. Sledilo je 9 delavnic. Pri viteških igrah sabljanju so se dijaki seznanili z osnovami gibanja sabelj. Naučili so se sabljaški pozdrav, korak, izpad, zadevanje in obrambo. Pri sabljanju so uporabljali floret in sabljaško masko. V delavnici Grajski godci so se dijaki učili igrati na kljunasto flavto in ritmična glasbira grajsko plesno glasbo. Pri mojstru pisarju so dijaki spoznavali umetnost lepega pisanja. Učili so se pisati s peresom, oblikovali pa so si tudi svoje kazalnike za knjige. V likovni delavnici so dijaki izdelovali zmaje iz gline, delali linorez in otiskovali svoje zmaje, gradove, srednjeveška naselja in delali bakrorez, iz katerega si je lahko vsak naredil svoj grad. Izdelovali smo tudi srednjeveško naravno kozmetiko, kot so mila, balzam za usnice in kremo za roke. V angleški delavnici z naslovom V iskanju princese so dijaki uživali v dramski igri, risanju, zabavi in raziskovanju preteklosti. V angleščini so predstavili srednjeveško Ljubljano in spoznavali navade in načine življenja v tistem času. Grajski pevci so peli pesmi z motivom Ljubljane, na primer o ljubljanskem zmaju, ter se s pesmijo podali v srednjeveško Ljubljano. V predzadnji delavnici z naslovom Origami zmaji so dijaki izdelovali različne origamije v obliki zmajev. V 9. delavnici pa so dijaki oblikovali in plesali ples ljubljanskega zmaja. S pomočjo palice in blaga je tako ob plesu oživel ljubljanski zmaj. Na zaključni prireditvi so se dijaki zavrteli z zmajem, predstavili so se nam vitezi s sabljaško točko, tudi grajski pevci in godci. Ostale skupine pa so se predstavile s svojimi izdelki. Na koncu prireditve se nam je še pridružil tudi slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec gospod Andrej Rozman Roza. Vzgojiteljada je bila zanimiva, zabavna in hkrati poučna in tako smo se polni novih izkušenj vrnili v Ljutomer. Ponedeljek, 7.10.2013, so se dijaki prvih letnikov vzgojiteljskega programa odpravili na Staro Goro, kjer se je odvijal projektni dan z naslovom Otrok poglej naokrog. V tem smislu se učijo opazovati, izvajamo najrazličnejše delavnice, izvedli smo že etnološko delavnico, pogledali smo si etnološko zbirko v stari šoli, potem smo v uvodu imeli ogled cerkve in pa tudi pokazali so nam, kako deluje mlin na veter. Dijaki so se razdelili v skupine, kjer so izvajali različne naloge na raznovrstne načine in se tako učili opazovati. Povedali so nam, kaj vse so počeli in kako. Merimo, koliko je veliki zvonik. Ja, imeli smo gledalo, pa smo pač nastavili te nekaj, pa smo se te postavili in smo zmerili, koliko smo mi viske, pa koliko je pač dolžina od gledala pa do zvonika, pa smo zračunali, pa te smo pač dobili. Za slamico meren obseg cerkve. Ker nismo ravno vedeli, zakaj so obseg cerkve merili z slamicami in zakaj z medvedkom, nam je to pojasnila profesorica matematike. Htela sem pač prikazati, da lahko z različnimi metodami izmerijo obseg ne samo z metrom, da tudi lahko pozneje pa tudi primerjali, koliko medvedkov je bistve lahko nadomestimo z slamicami oziroma obratno. Posebno pozornost so pritegnili dijaki, ki so bili še posebej glasni. Profesor nam je zaupal, kaj se je dogajalo. Igrali smo se igrice na temo komunikacija in sicer smo dokazovali, da je komunikacija pomembna, hkrati pa smo poskušali zadostiti temi projektnih dnevov, to je otrok ozri se okrog in uporabljati za igrice čim več svojih čutov. Ob koncu delavnic in zanimivega raziskovanja pa so se dijaki še odpravili na orientacijski pohod, ki je trajal približno 1 uro in s tem tudi projektni dan končali.
Dijaki predšolske vzgoje smo imeli v petek 27. septembra 2013 v Kulturnem domu srečanje z mladinskim pisateljem Primožem Suhodolčanom, očetom najbolj znanih in branih mladinskih del, kot sta na primer Košarkar naj bo in Peter Nos. Ker smo dijaki 4. letnikov v preteklem šolskem letu pri strokovnem modulu Ustvarjamo za otroke bili zelo marljivi, smo naredili odlične priredbe pravljic Primoža Suhodolčana ter jih predelali v gledališke igre, primerne za otroke v vrtcu. In z le-temi smo se tudi predstavili. Program, ki sva ga vodili jaz, Barbara Habjanič in Timoteja Nemec, so s svojimi točkami dopolnili še nekateri dijaki. Mladi reper Kristjan Kuhar Kiki je zarepal eno izmed svojih uspešnic. Dijakinje 4. VB razreda so odigrale igrico Troglavi zmaj in dijaki 4. VA Lonček Kuhaj. Prav lepo je bilo videti pisatelja, kako je bil navdušen nad odigranimi priredbami svojih pravljic. Vsem, ki so pripravljali te dramatizacije, vsem igralcem, vsem tistim, ki so sodelovali pri tem, jaz mislim, da si zaslužijo en velik, ampak res velik aplavz. Kasneje nam je v intervjuju povedal še veliko o svojih dogodivščinah, potovanju na Kitajsko in o pisanju pravljic. Jaz delam tiste stvari, kar mene veseli. Poleg tega pa, če verjamete ali pa ne, jaz sem vedno si zapisoval vse stvari, kar se je meni v življenju. Meni se je v življenju ogromno dogajalo. In še danes se mi ogromno dogaja. In vam lahko čisto odkrito povem, da recimo, če pogledamo Petra Nosa, jaz sem si že zdaj lahko naštejem 32krat razbil glavo, pa 27krat nos. Imam vse vštevilčeno, lahko ona potrdi. In veliko je takih. Že povedal, jaz sem začel pisati pesmice, ampak začel sem pa pisati, ko sem bil star 2 leti. Takrat sem pogruntil, da svinčenik ni zato, da ga grizeš, ali pa da ga mami v glavo mečeš. Ampak sem šel po celem hodniku, po beli steni, s črnim flomastrom, delati pokončne črte. In priletela moja starejša sestra, je rekla, joj, Primo se je naučil pisati. Napisal je črko I. No, ampak kot sem rekel, jaz že skozi pišem, skozi nekaj si izmišljujem, skozi neke stvari in zgodb je zdaj polno, pa še vedno nastajajo, ampak takrat, kot sem pa rekel, so me pa spodbujali tudi moja učiteljica iz 1., 2. in 3. razreda, da sem vse te zgodbe, ki sem jih jaz nosil v glavi, da sem jih zapisal. In to je zelo, zelo pomembno. Lahko si zapišeš karkoli, pa potem popravljaš od zadaj. Ampak najbolj važno je, da si jih zapišeš. Če jih nosiš v glavi, jih boš prej ali slej pozabil, ti bo šle. Lahko vam čisto odkrito povem, da jaz nisem človek globokih misli. Res ne. Mogoče jaz na življenje gledam malo drugače, z malo drugačne plati, kot pa marsikdo drugi. Jaz se gledam, da si velikokrat rečem, nikoli ne more biti tako slabo, da ne bi bilo še slabše. In vse, kar se dobro začne, se slabo konča. Kar se slabo začne, se konča tudi še slabše. In vedno rečem, da vsakem tej, tudi recimo v slabem, v žalosti, vedno naslednji dan, naslednje jutro je nekaj novega. In to delam pa, kar je pa tudi res, da vsako jutro, ko vstanem, se pogledam v ogledalo, rečem, it's show time. In to je to. Življenje je igra in na tem odru mora odigrati vsak svojo vlogo in če igraš v komediji, je veliko bolje, kot pa če igraš v tragediji. Publika v dvorani je nasmejal do solz in bil nagrajen z bučnim aplavzom. GFML pa je tokrat obiskala doktorica biokemije Jasmina Filipič. V mesecu oktobru nas je obiskala doktorica biokemije Jasmina Filipič. Jasmina se je v 3. letniku študija odločila za smer biokemijska tehnika. Leta 2009 pa je diplomirala na temo
Vpliv vitamina C na kvaliteto moke. Pšenična moka. Moka, ki se prodaja recimo pekarni Grosuplje, raznim pekarnam, mora imeti določeno kvaliteto. In dodatek vitamina C v bistvu v moki pospeši oziroma poveča kvaliteto, torej poveča njeno razteznost. V času vzhajanja testa je zelo fajn, da se veliko CO2 sprosti in veliko CO2 se sprosti, če je boljša razteznost moke. In dodatek vitamina C ravno to povzroči. Po končani fakulteti leta 2009 je postala mlada raziskovalka iz gospodarstva, zaposlena na čistilni napravi komunalnega podjetja Ptuj. Trenutno sem vodja projektov in skrbim za kakovost v komunalnem podjetju. Ukvarjam se z pitno vodo v Podravju, skrbim za celotno pitno vodo, za procese kloriranja. V bistvu nisem več v laboratoriju, no. Sedaj sem bolj papirno to. V razni projekti, pisanju in takih stvarih. Jaz še vedno pijem vodo iz pipe, nobenih filtrov nimam doma montiranih. Voda je precej kvalitetna. Samo se tega ne zavedam, ker pač nažalost ti lobiji, kakšnikoli že so, hočejo to prodati, ne. Ampak vse dosedanje raziskave imamo zelo kvalitetno pitno vodo. Meseca oktobra pa so potekale številne ekskurzije, med njimi pa definitivno najbolj odmevni Pariz in Berlin, katerih smo se udeležili dijaki tretjih letnikov. Dijaki tretjih letnikov so v četrtek 24. oktobra ob 9. uri polni pričakovanja pričeli potovanje v Berlin. V Berlin so prispeli naslednji dan okrog 11. ure. Najprej so si mesto ogledali z avtobusom, se zapeljali skozi park Tiergarten, potem pa so se na pot podali peš in si podrobneje ogledali znamenitosti mesta. Tako so spoznali nemški parlament, Brandenburška vrata, kip svete Elze, Potsdamer plac, na kratko so si ogledali tudi del berlinskega zidu in spomenik žrtvam holokausta, ki je zgrajen iz 2711 betonskih blokov. Po ogledih so se odpeljali do hostela. Naslednji dan so se najprej odpravili do televizijskega stolpa, kjer so si mesto ogledali s ptičje perspektive. Ogledali so si tudi Alexanderplatz, najbolj podrobno pa so si pogledali berlinski zid, Checkpoint Charlie, ki je bil mejni prehod v času razdeljene Nemčije. Njihov zadnji ogled je bil muzej The Story of Berlin, v katerem so med drugim videli tudi podzemne bunkerje. Zadnji dan so po zajtrku spakirali kovčke in se odpravili ogledati še zadnje znamenitosti Berlina. Sprehodili so se po Nikolajevi četrti, ogledali so si spomenik neznanega heroja, na koncu pa so se odpravili v Pergamonski muzej, kjer so si med drugim ogledali tudi Ištarina vrata. Po prostem času za nakupe in prigrizke so začeli pot domov in tako so ekskurzijo zaključili 28. oktobra. To je bilo zelo lepo, ogledali smo si veliko znamenitosti in spoznali zgodovino Berlina. Zelo mi je bila tudi všeč njegova arhitektura in zelo velike ulice. Imeli so se lepo in očarale so jih lepote mesta, prav tako pa tudi njegove dobrote. Dijaki drugih, tretjih in četrtih letnikov smo se 24. oktobra odpravili na neobvezno ekskurzijo v eno izmed najlepših mest v Evropi, mesto luči in ljubezni, Pariz. Naša prva ogledna točka je bil muzej Louvre, ki je eden izmed največjih muzejev na svetu. Shranjuje okoli 350.000 umetniških predmetov. Tukaj smo si seveda poleg vseh prečudovitih slik ogledali tudi znano Mona Liso. Po sprehodu skozi del Pariza pa je sledil obisk parfumerije, kjer so nam pokazali, kako parfumi sploh nastanejo. Izvedeli smo, da rastline in zelišče uvažajo iz celotnega sveta, 3 celo od naših južnih sosedov. Nato so nam pokazali postopek nastajanja parfuma in nam povedali, kakšno težko delo imajo kemiki, ki se s tem tudi ukvarjajo. Ne smejo piti alkohola, kaditi in jesti pekočih jedi. Nato pa so nam pokazali njihovo trgovino s parfumi in toaletnimi vodicami, kako pravilno nanesti parfum, ter seveda ponudili, da kaj kupimo. Večina deklet se je le stežka temu uprlo, zato smo iz trgovine ponosno zakorakale z novimi parfumi. Sledila je pauza in čas za našo večerjo. Odpravili smo se v samopostrežno restavracijo, kjer smo se dodobra najedli. S polnimi želodci in nasmehi na obrazu smo se proti večeru peš odpravili po čudovitih Elizejskih poljanah, kjer smo v daljavi prvič tudi opazili Eifflov stolp. Sprehodili smo se mimo vseh mogočnih trgovin, restavracij in nato prispeli do slavoloka Zmage. Na našo presenečenje smo se na njega tudi povzpeli. Čeprav je visok le 40 metrov, se nam je zdelo, da hodimo neskončno dolgo. Ves trud pa se je tudi splačal, saj smo na vrhu videli čudoviti nočni Pariz.
Naslednji dan smo se takoj zjutraj odpravili v muzej Orsay. Tukaj smo si lahko ogledali veliko čudovitih umetnin, med njimi tudi nekatere od Van Gogha. Sledila je vožnja v mesto Versailles, kjer smo si ogledali dvorec Versailles. Po vožnji nazaj v center Pariza smo imeli prosti čas in tako smo si sami lahko ogledali latinsko četrt. Po prostem času pa smo si vsi skupaj ogledali še Notre-Damsko katedralo, ki sodi med zakladnice gotske arhitekture na svetu. Tisti dan nam ni šlo vse po načrtih, zato smo obisk Eifflovega stolpa morali predstaviti na naslednji dan, ampak smo si ga vseeno ogledali v njegovem celotnem večernem sijaju. Odpeljali smo se do ploščadi, kjer je kar mrgolelo od turistov in z občudovanjem naredili najverjetneje 1 milijon slik. Ker pa je Pariz najlepši zvečer, smo se zato povzpeli na najvišji vrh v Parizu, kjer je bazilika Sacré-Cœur. Ob njej so stopnice, iz katerih je pogled na mesto neverjeten. V tistem trenutku ne bi želeli biti nikjer drugje. Naš zadnji dan v Parizu smo začeli že zelo zgodaj in se tako odpravili na našo prvo vožnjo z metrojem. Po nekaj prestopanjih končno pridemo nazaj na ceste Pariza in ko pogledamo navzgor, nad sabo zagledamo Eifflov stolp. Vsi neučakani zopet naredimo 1 milijon slik, sedaj pred Eifflovim stolpom, dobimo karto in se odpravimo nanj. Eni z dvigalom, nekateri pogumni pa kar peš. Sam pogled je bil neverjeten že v prvem nadstropju, nato se ti pogled še bolj razširi v drugem, ko pa smo prišli na tretje nadstropje, pa je bil pogled neverjeten. Imeli smo razgled na celoten Pariz in bili smo kar 280 metrov visoko. Najboljši trenutek v našem življenju. Po vrnitvi nazaj v realnost smo se odpravili na vožnjo z ladjo po reki Seni. Tukaj smo lahko videli Pariz tudi z druge perspektive in se naučili še malenkost več. Nato je sledil ogled doma invalidov, kjer smo si ogledali tudi grobnico Napoleona. Naše zadnje ure v Parizu smo preživeli v restavracijah ali kupovali zadnje spominke. Z žalostjo smo se poslovili od Pariza, ampak veseli, da smo si ga lahko ogledali in se bomo še definitivno kdaj vrnili. To je bilo za ta mesec vse. Naslednje novičke in dogajanja pa zopet v prihodnji oddaji.